ko govorimo o samooskrbi, ne gre samo za trend, ampak je to tudi način, kako bomo lahko sploh preživeli v bodočnosti. In tega se resno zaveda vedno več mladih in se poskušajo organizirati v tako zvane skupnosti, se pa pri tem soočajo z velikimi osebnimi izzivi, saj so do sedaj živeli v vati in so lepo gojili vsak svoj ego. Ko pa seveda priješ v skupnost, se pa to postavi vse na glavo. Ko je bila v razcvetu te histerije, korona histerije, smo mi v Domžalah recimo spoznali, da so ljudje, da je razbita družba v prafaktorje, da so ljudje zmleti v prah posameznikov, ne? Da je ta pritisk bil strahovit, te oligarhije in smo med sabo najdli neko zamisel, ki sem jaz je imenoval Parki svobode. Mi se takrat nismo smeli zbirati niti v knjižnicah, niti v kulturnih ustanovah, niti v dvoranah. Prepoved je bila vsakršnega zbiranja, ne? Nismo bili v PVC foliji zaviti in smo odprli temo Parki svobode. Prvi enkrat na teden smo se dobivali v enem od parkov v Domžalah. Zmenjeno je bilo, da se dobivamo v petkih, tole pozim. Prvič je bilo 15 ljudi, naslednjič je bilo že 40, pa je bilo 60, pa je bilo 70. Cel park je poln ljudi. Čeprav se nismo smeli uradno zbirati v taki skupini, jasno noben imel mask, ne, ker to je bila naš, nismo rekli, da ne smejo meni maske imeti, ampak noben maske je imel gor. In ob tistem mrazu, recimo tudi decembra, ne, ko so v Ljubljani rekli, da se lahko kostan kuhan vin pa ne, smo mi v parku imeli 100 ljudi in smo imeli kuhan vin s sabo, ne. In je bilo krasno vzdušje. Moram povedati, da kljub mrazu smo bili začeli smo že takrat o 5, ne, ko so bile dolge noči, po 3 urah noben je hotel domov. Še vedno je bila družina, ampak kaj bi ta pomen tega združenja? Medsebojna pomoč. Veliko ljudi je umrlo zaradi katastrofalne terapije v bolnicah. Vi verjetno veste, kako so ubijali stari ljudi, ne? To poznate zgodbo, na način uboja. Najmanj 2000 pa nas jih je bilo ubitih, tako kot tudi na tisoče v celi Evropi. Zdravniki so bili v strahu, kao tudi doktorji, veste, niso toliko suvereni, kot si kdo predstavlja. In ko so bili tudi oni prestrašeni z nekim novim virusom, ki je grozovit, so enostavno, da bi se zavarovali, upoštevali smernice Svetovne zdravstvene organizacije, kjer so pa sami kriminalci not. Od prvega, ki ne sme v Etiopijo pijati, ker bo takoj aretiran in posedel, ne. Tak je zdaj direktor WHO-ja, ker je kriv vse 150 mrtvih, to verjetno poznate, ne. No, skratka, predpisan protokol, ki so se ga doktorji držali, bil takle. Kjerakoli obolenje dihal je COVID in vsak, ki je bil na COVID uvrščen, je dobil remdesivir, artesnijo, ki je bila fatalna za uničenje ledvic in po nekaj dnevih terapije z remdesivirem so bila ledvica napol uničena in je prišlo do ascitesa, torej do nabiranja vode v abdomnu in ta voda se je dvignila na pljuča, sledila je priklop na respirator in smrt v 2 dneh. Tako so ljudi ubijali. To je bil načrtovan uboj ljudi. In tle do konca zamerim doktorjem, ki so to itak pogruntali in so še vedno ta protokol delali naprej. Niso toliko neumni, da ne bi vedeli, da je to pot v smrt. Torej, ljudje so ugotovili, da je bolj doma biti, kot je to bolnico, kajti pot v bolnico je pomenila, da ne boš dolgo živel. In ta strah je bil tudi pri nas toliko močen, da je ta kontekst parkov svobode, kot smo rekli, ne, se bolj tudi razširil iz Domžal in so sosedje ustanavljali tudi v Vodicah, pa v Kamenku,
pa v Trzinu, pa se je to razširilo v Škofjo Loko, pa še druge po Sloveniji. No in iz tega se je zdaj razvilo takoj po novem letu še gibanje za skupinske vrtove. In zdaj v Domžalah ustanavljamo prvo skupnost, 44 družin, skupinske vrtove. To gre za to, da se ljudje povezujejo, to bo društvo, se ustanavlja, zdaj v petek imamo sestanek, no zdaj včeraj sem bil v Kamniku, tudi Kamničani ustanavljajo tako društvo, torej vidimo, da se bo ta koncept skupinskih vrtov širil. Očitno se je prijelo, ljudje vedo, da bo šla hrana, da bo šle cene hrane v nebo in da je to ena rešitev, nekje 120 metri, je že kar krepek proračun lahko rešen družinski, če je to obdelano tako, kot je treba. S tem, da je še nekaj pri teh vrtovih, kar je zanimivo, ne? Imate ne samo vrhunsko zdravo sezonsko lokalno hrano, imate še fitness zastojn, imate solari zastojn in še savno, če je vroče, imate zastojn. Torej ni treba plačevati teh storitev, vam vrt vse zastojn nudi. A to ste kupili te Ne, mi imamo aranžma s kmeti. Kmetje so izjemno zainteresirani, kajti iz te rente dobijo, recimo, če da kmet 1 hektar za vrtove, ima rento na leca je 5-6 tisoč evrov, ne? S tem, da je pogoj jasen, pogodba za 95 let. Kmetje dobijo ta denar pač na roke, dobesedno bi rekel temu, in lahko ta denar investirajo v ostanek kmetije, da se tam zadeva uredi v smislu napredka. In jasno, mi imamo zdaj že 4 lokacije take v Domžalah, kjer kmetje odstopajo tiste zemljišča, ki so odmaknjena, ne? Ki imamo mačkal stran, tako da ni ekonomično se trajati 2 km s traktorjem, ampak to odda za vrtove, pa je investira lahko v tisti centralni del kmetije, ki jo ima v enem kosu okrog hiše. Torej vidimo, da je te skupni interes na obeh strani. Včeraj, ko sem bil včeraj v Kamniku, jih je bilo čez 60 Kamničanov, ne, tako da tudi tam se zadeva razvija in bomo šli naprej, ne. Tako nekako je ta lokalna zadeva. Mi smo se dogovorili, da bomo absolutno kupovali samo na tržnici in samo od malih kmetov, da bomo absolutno imeli posel samo z lokalnimi obrtniki in z družinskimi podjetji, da se bomo daleč izogibali vseh korporativnih verig in vseh digitalnih nakupov, če je res izjemno nujno, da ne možeš drugače neko robo dobiti, ker je nujno potrebna, to ja. Ampak če se le da, nobenih korporativnih nakupov, nobenega podpiranja velikih firm, tujih, ampak absolutno na lokalno raven podpirati z nakupi, da preživijo naši ljudje, pa njihove samozaposlitvene možnosti. In moram reči, da sem zelo vesel, recimo čisto ena banalna stvar, da v Domžalah je tržnica nekaj neverjetnega, že 3-krat se je povečala in to je center vsega dogajanja v Domžalah, petek, sobota, to je natlačeno cel dan ljudi, s tem, da tudi gostujejo iz cele Slovenije, ne, tudi Savinjske doline so prišli, so imeli dan Savinjčanov, ne, in vedno, ko pride, ko gostuje en del Slovenije, tudi sabo pripeljejo eno muziko, da je pa še žurka, pa ples, pa zabava, tako da je povezano druženje ljudi z prijetnim in veselim in se s tem ljudje spoznavajo. Moram reči, da naša tržnica je tako popularna, da imamo stalne kmete, ki tudi prihajajo iz Ormoža, pa iz Štajerske, pa iz Prekmurja, redno sobote pa petke prodajati, ker vse prodajo, kar pripeljejo. Torej vidimo, da je to možno in so marketi vedno bolj prazni. Posebej pa zdaj, ker so bili te PCT-ji, ne, trapasti, ne, je bilo praktično so imeli marketi prazni in tržnica je pa tako polna. Bom še nešto spovedal, da bomo preveč resni, jih je veliko ratalo, ne. Mi smo imeli običaj po zimi, takrat decembra pred novim letom, da je nekdo vedno prinesel kakšen šnopc po zimi na tržnico, ne, pa smo se tam zbrali 7, 8, 10 moških, ne, tudi kakšna ženska je bila vmes in smo vsak en štamparle dobil, ne, pa smo kakšno rekli, pa to je bilo ilegalno, ker se ne bi smeli družiti, ne.
In jaz sem enkrat zadnji, ki je prihajal, ko sem jim mahal, da ne pridem kaj do njih, in je za mano prilezel en inšpektor in je rekel, tako diskretno meni, ja, tele pa se je pa malo preveč, ne? To pa ne, to je pa proti predpisom, ne? Sem rekel, veste kaj, mi smo vsi iz istega gospodinstva, ne? In je, da bi v pogledu, pa je pa kar zamahno prišel, pa je bilo konec inšpektorja, ne? Torej 7 moških je bilo iz istega gospodinstva, to je zelo fino, da zvenel, ampak vidimo, da se da tudi na ta način takele boge revčke neutralizirati. Se teh šlo se bilo veliko, veste, eni bil, recimo, ko upokojenci so imeli določene ure, kjer lahko kupujejo tehnično robo, ne. Jaz pa zgledam upokojenci, ki imam belo brado, no in takrat je bilo vroče in sem v kratke hlače in je bil en varnostnik tam pred Merkurjem, ker bo Merkur več nastopil zaradi tega protesta. In takrat upokojenci ne bi smeli not. In on me je prav, čakajte malo, vi pa zgledate, da ste upokojenci, ne, takole mi naredil. Si rekel, jest, jaz imam kratke hlače, kdaj imajo upokojenci kratke hlače? In je bil toliko šokiran in rekel, prostite, mislim, treba je v hecu obrniti, mi smo imeli veliko teh hecov tam, da so malo paralizirali te histerike, ne. Vse so tudi boge revčki bili, no in tako. Skratka, da bom pa dolg, gospa bo spet me morala ustaviti. Torej, lokalno vse, dajte lokalno podpirati vsakim nakupom, da rešujemo svoje sodržavljane, svoje sosede, svoje prijatelje, svoje znance, svoj narod pred tem grozljivim pritiskom korporativnega velekapitala. Mi lahko ogromno naredimo, če stavimo na lokalno skupnost. Lahko sam vprašam, a mora kmet pol, recimo, če da ven zemljo, narediti, pa če bi imeli tam njivo, narediti spremembo namembnosti zemljišča? Ne, nič ni treba. Formalno ne bi bili iz kmetijskega zemljišča v vrtove neka sprememba namembnosti, ne bi bila, ampak se to ne upošteva nikjer. Jaz sem v pogovore v naši občini z županom in tudi z šefom prostora, sta oba rekla, da je zadeva urejena delična, ne. Torej, nobenih ovir ne bojo delali, ker se zaveda, jaz pravim, da so izjemno pomembne, veste, tudi lokalne volitve, ki bodo jesen. Izjemno pomembne. Ma da na en način še bolj pomembne, kot so zdajle državozborske. Zakaj? Ker če bomo mi postavili na nivo županov svoje ljudi, ne, na daljši rok, zdajle bomo imeli pauzo, 5 mesecev bomo imeli časa. Potem lahko tudi bi rekel, ta mreža, ne, lokalnih skupnosti, kjerokoli vlado vrže, ki se upre. Potem imate org politično moč potem, ne. Torej, moramo tudi na dolgi rok jeti. No, in tukaj mislim, da ni za pozabiti, da bodo letos še županske volitve, ne, na nivoju občin in tlej tudi moramo nadaljevati to akcijo, ne samo, da se vse tempira na parlament, pa potem vse konča na otok. A bi si lahko v tej logiki tudi kmet na svojem zemljišču, na svojem potoku naredil elektrarno? Jaz ne vem, s tem se nisem ukvarjal. Te male elektrarne so le predmet nekih dovoljenj, vem, da so jih talali na veliko in da imamo v Sloveniji preko 200 malih elektrarn že narejenih, mislim, da jih je skoraj 300, 280 tam nekje, in da se niso prav izkazale, no. Niso prav ne rentabilne, niti niso prav sprejemljive za okolje, da je ta elektrika bila subvencionirana, ne, strani države, tako kot mi glede, ko so nam ta zeleni preboj, ki ga itak ta falanga spet naklada, ne, globalistična, kao vetrnice, ne, pa Nemčija je polna vetrnic, pa Španija in tako naprej. Lejte, dokler so Nemci podpirali z državnim denarjem razliko v ceni te elektrike, je še šlo. Te vetrnice pogajna denar, veste, ne pa veter, kajti zdaj so šele Nemci začeli računati, kakšna katastrofalna zguba za proračun je podpiranje vetrnic, ne.
pa oni imajo čudovite vetrove z Atlantika, mi imamo pa praktično nimamo primernega vetra za vetrnice imeti. Je pa dejstvo, da so tle romali razni prodajalci vetrnic, ne, ki so računali, da bo to subvencionirano strani države in da bo država pokrivala razliko v ceni in tako naprej. In so potem jasno tudi, mi imamo pač v Sloveniji 2 vetrnice, bolj za folklorno znamenitost, nimamo pa čist nobenih pogojev, da bi to šli v to, torej vse, kdo bo to govoril, je v bistvu prodajalec, komercialni agent teh proizvajalcev, nimamo nobenih pogojev za vetrnice, tako da tisto, kar Slovenija ima, ne, so gozdovi, je lesna biomasa in zdaj bodo tudi jasno, da bodo poskušali prodajati ameriško nafto in ameriški plin, ne, sem že prej govoril, prehod iz ruskih virov na ameriške vire, ki bo 3-4 dražji, bodo rekli, les je pa CO2, pazite, ne, klimatske spremembe, ne, CO2 je strup za klimo, ne, torej ne smete več kuriti lesa. Tle mislim, da moramo narediti fatalni upor, kajti mi imamo prihodnost v lesu, pa v geotermalni energiji, ki je pod našimi nogami. Ne. Nikakor pa ne uničiti rek, kajti celo Savo smo uničili, smo dobili 4-5% jedrske elektrarne v Krškem. Ne. Tako da vidimo, da je tle razlika v tem, a kdo prodaja beton, pa s tem služi, pa potem spoka znajdem, pa ga porabi za karkoli, ker moramo vedeti, da kapital ima zdaj filozofijo, pridi uniči, pokasiri denar za uničenje, potem pridi pa rešvat, pa spet pokasiri denar za reševanje. Moramo pregledati to umazano igro. Ne.